Pozdravljeni, moje ime je Gregor in v tem videu bom naredil kratek pregled letošnjega leta, saj se v bistvu to leto skorajda praktično zaključuje. V bistvu se še mi zdi, kot da je tako nedolgo nazaj, da smo praznovali vstop v leto in smo bili vsi navdani s temi prazničnimi občutki in pač z novimi pričakovanji. Jaz osebno ne verjamem v neke novoletne zaobljube, ker se jih itak nikoli ne držim. Ampak sem se pa pač v bistvu veselil nekega novega leta, ker se mi zdi, da se vseeno neko poglavje zaključi, postaramo se, čeprav leta so samo številka, s tem se tolažim. In v bistvu se pač vseeno na nek način veselim druženja in pa pač tudi vstopa v novo leto. In zame osebno je bilo to leto ena taka res težka mentalna preizkušnja, ker v bistvu živim sam bolj ali manj, imam starše, ki živijo v istem mestu in brata in to je to. In moji kolegi pa so v bistvu bolj ali manj razporejeni po sosednjih občinah. V glavnem, ti časi so nam pokazali, da se vseeno znamo nekako povezati, da še toliko bolj cenimo te ljudi, ki so nam blizu in dejansko, da vidimo, da te ljudi pogrešamo. Po drugi strani pa se tudi izkaže, da v bistvu nekaterih ljudi pa mogoče ne rabiš v življenju. Pač mogoče pa niso vsi del tega, kar si ti mislil, da so. In so ti časi mogoče prinesli tudi kakšna razna spoznanja. In tako kot je bilo zelo, zelo slabo in še vedno je, ampak se mi zdi, da vseeno je pa to ena taka preizkušnja, da se v bistvu malo zaveš okolja okoli sebe, premisliš o stvareh, ki jih imaš in ki jih mogoče drugi nimajo, in da vidiš, kje na točki v življenju si. Torej, jaz osebno, ko so se začeli ti dogodki dogajati v marcu, predtem sem se še zelo veselil kurentovanja, sodeloval pri kurentovanju in bil deležen tega vzdušja. In potem je prišel tale nesrečni marec, pa potem spet konec oktobra. In v teh obdobjih sem pač si vedno mislil, ok, je hudo, me je strah za moje bližnje, ampak je pa to čas, da si ga vzamem zase in razmislim, tako kot sem prej omenil, o stvarih, ki jih imam, ki jih želim imeti, in pa mogoče o stvarih, ki jih ne rabim. In isto tudi v družbi. Ne glede na to, da je to leto 2020 tako malo ponesrečeno, tako pač moja frizura, je pa vseeno neke dobre stvari meni osebno prineslo. Pač vem, da zdaj grem malo na materialne stvari, ampak ponovno sem zamenjal stanovanje, kot vidite, da se je spet spremenilo ozadje. In sem tokrat s tem prostorom, kjer sem, zelo zadovoljen in se imam fajn. In pa potem tudi junija sem dejansko zamenjal svoj avto. Pač prej sem imel starejši avto, katerega sem podedoval od staršev, ampak potem čez leta se je tale avto pač obrabil in je bil potreben konkretne zamenjave raznih stvari in sem si rekel, ne, zdaj pa pač je na tej točki, da v bistvu je potrebno zamenjati celoten avto, ker se v bistvu nisem počutil toliko varen in pač zahteval je vedno večji vložek. Sem pa v tem letu še dejansko toliko bolj spoznal, koliko mi pomeni, da se ukvarjam z YouTubeom, da snemam te videe, da podajam svoje mnenje in se dejansko ob tem zelo zabavam in sprostim. Čeprav editiranja ne maram toliko, ker ima pač svoje zahteve in vzame veliko časa, ampak zelo uživam v snemanju teh videov. V tem letu sem se, koliko se je le dalo, športno udejstvoval. Lani sem februarja aktivno začel telovaditi, torej začel sem hoditi v lokalni gym, kjer je neka mešanica crossfita in intenzivnih vadb in dejansko dela svojo težo telesa in je zelo zanimivo, zelo naporno, ampak res cenim to, da imam priložnost se s tem ukvarjati. Sicer zdaj pač smo prisiljeni telovaditi doma, ampak skušam vzdrževati nek tale tempo. Vsaj 3 do 4 krat na teden telovadim, toliko da se pač pretegnem, ker dosti sedim in dejansko vem, koliko mi je to pomembno. In to je postala neka moja rutina, ki jo izjemno pogrešam, telovadbo, in pa tudi ljudi, ki zahajajo v telovadnico, in v tem letu sem spoznal tudi, koliko to cenim. Saj to je zadeva, ki jo počnem zase v prostem času in v tistem momentu v bistvu odklopim vse, in ko se vrnem iz tega, sem še toliko bolj fokusiran na svoje cilje, ki jih želim doseči. In pomaga mi ostati zbran in pa zagnan še naprej. In pa zadnja stvar, ki mi ogromno pomeni in pa sem se ponovno lotil, je v bistvu solo petje.
Namreč nazadnje sem bil pri solo petju nekje v marcu 2018, potem sem zaradi dela moral prekiniti, ker pač urnik se preprosto ni skladal z urnikom, ki bi ga lahko imel za solo petje in bi bilo ful težko koordinirati še naprej. Pa sem si rekel, da bom dal takrat to na stran in letos, ravno ko sem imel dosti časa zase, sem začel to ponovno še toliko bolj pogrešati in študirati o tem in sem si rekel, evo, ko je bilo konec karantene septembra, da grem, in potem sem v drugi polovici septembra začel redno hoditi. In dejansko mi je to tako telovadba, delo za dušo, za sprostitev, za nekaj, kar me veseli delam in res neverjetno uživam v tem. In veliko se naučim tudi o svojem telesu, o raznih tehnikah. Pa dejansko so vse te stvari, vse te tehnike, ki se jih naučiš, tudi praktične za splošno življenje, tudi drža, dihanje, na splošno govorjenje, prezentiranje samega sebe. In res ful sem vesel, da sem se spet ponovno lotil solo petja. In tako prišli smo do konca pregleda letošnjega leta. Iz mojega vidika seveda, to so v bistvu ene realizacije in pa občutki in pa mišljenja, ki sem jih imel v vseh teh dogodkih, ki so se odvijali skozi tole leto. Seveda pa me zanima tudi, kakšno je bilo kaj vaše leto, tako da lahko svoje mišljenja o letošnjem letu zapišete spodaj v komentarjih, pa da malo predebatiramo stvari. In pa kot vedno, če vam je bil tale video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up in se naročite na moj kanal za še več vsebine. Lahko pa me sledite tudi na Instagramu pod Gregor V. Lepo se imejte, ostanite zdravi, pazite nase, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!